Če nimaš zdravnika, naj bodo tvoji zdravniki vedra, duša, počitek in srednje življenje. A nažalost ne ostaja samo pri lepih mislih. Življenje kot nepredvidljiv vrtinec dogodkov prinaša tudi stanja, ki so nenadna, hipna, nepredvidljiva. Stanja, ki je dobro, da tudi kot laiki obvladamo temeljne postopke oživljanja in tako rekoč rešujemo življenje. Tako se je pri izvajanju prve pomoči v svetu izkazal kot uspešen pripomoček za oživljanje avtomatski defibrilator ali krajše AED. V krajevni skupnosti Cezanjevci smo se že večkrat v preteklosti veselili. Ampak to danes, tako kot je povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva, je res, da to, kar danes prihodimo, bi bilo zelo smiselno, da se čim manjkrat uporabi, če pa že, potem pa je zelo na mestu, da si en drugemu pomagamo in seveda takoj priskočimo na pomoč. Seveda pa moramo biti vešči, da znamo to uporabljati. Zato bi se res iskreno zahvalila zdravstvenemu domu Ljutomer, gospodu direktorju in pa ekipi nujne medicinske pomoči, ki v zdravstvenem domu seveda izredno profesionalno in strokovno opravljajo svoje delo in so za vzor v Sloveniji. In tukaj gre res iskren poklon in iskrena zahvala, kajti v naši občini je skoraj v večino vasi tudi defibrilator nameščen. Pod statistiko bi rad omenil, da danes priznajemo 16. pa pozneje 17. defibrilator, kar je za naše območje zelo veliko število. Pomembnost vam je znana. Ta zadeva je zelo preprosta. Naši ga lahko predstavili, malo poguma in če je potrebne inštrukcije, vsakšna vas, vsakšna interesna skupina lahko nas zaprosi za edukacijo tega. Napravim, to so zelo pomembne zadeve. Stopiti človeku, kateri ima srčni zastoj, je najbolj pomembno. Poceniti, ali je diha ali ne diha in potem pozvati normalno našo reševalno službo. Se pravi, aparati so naredili z namenom, ko oseba, ki ga prvič vidi, bi ga naj znala uporabiti. Se pravi, dve tipke, ena za prižgati, druga za električni sunek. Imajo tudi dve nalepke, vsakšni so malo drugačnih, se pravi, odvisno od proizvajalca, ampak v osnovi je dve nalepke, dve tipke, tako ni nič zakomplicirati. Je varne, se pravi, varno ga uporabljati v smislu tem, da če mislite, da boste škodili lahko komu s tem, praktično nemogoče ima varovalo. Kaj to pomeni? Pomeni, da samo v določenem stanju srčnem on zazna in samo takrat lahko vi sprožite ta električni sunek. Se pravi, če s srcem ni nič daleč narobe, kaj on zazna pa sproži električni sunek oziroma predlaga, ga ne boste mogli sprožiti. Se pravi, je varno. Tudi če ste namestili nalepke, ne te mogli sprožiti. Dobro. Kako pristopiti do poškodovanca oziroma do osebe, ki v bistvu jo najdete, oziroma ali zunaj doma, kakorkoli. Prvo bi izpostavil predvsem našo varnost, se pravi vašo varnost, ko ste pristopali. Kaj to pomeni? Pomeni ali ogenj, elektrika, na cesti, avti. Se pravi, pri takih stvareh ni glih pametno takoj zagnati se na pomoč, zaradi tega, ker tudi škoditi sebi posledično. Se pravi, naša varnost je pomembna, najbolj pomembna. Pač počakamo pristojne službe, ki to uredijo. Če ocenimo, da je varno, pristopimo s prednje strani. Pridemo do gospoda. Stresemo za rame. Gospod, me slišite? Ni odziva. Fajn je, če si mogoče zdajate na pomoč. Na pomoč, lahko kdo pomaga, lepo prosim. Imamo enega gospoda. Nadaljujemo. Zdaj vidimo, da ni odziva, kaj zdaj sledi. Preverili bomo, če je gospod oziroma gospa diha. Kako to izvedemo?
stopimo do njega, mislim lahko, če je možno pač premo. Tu damo roko trdo, tu, tako damo glavo, preverimo. Se pravi, preverimo dihanje. Koliko časa to gledamo, gledamo, opazujemo, 10 sekund. Z ušesi poslušamo, čutimo, gledamo prsni koš, če se dviga. To. 10 sekund bi naj to upravili, pač 10 sekund je... Zdaj, ko gotovimo, da gospod ne diha, lepo prosim, pokličite 112, hitro skočite pod defibrilator. Zdaj, ki ste ga imeli tu na steni, Jaz pa začnem v bistvu bežite do njega. z stiski prsnega koša. Ko tu vemo, da bo pravilna izvajanja v stiski. Lahko si razdelimo, imamo ključnico, lahko pri sebi tipate tudi trdo kost rebra, spodnji del reber in potem razdelimo na sredino. To je to z vodilno roko, damo gor, se postavimo k njemu, roke so zdravljene, masaž oziroma stisi prsnega koša dajemo 30 stisov in 2 piha. Koliko gremo? Se pravi, stisnemo kar konkretno 5 do 6 cm. 16, 17, 18, 19, 30. Sledi 2 piha. Na tem času druga oseba zajedejo. Lahko že, se pravi, na nalepkah imate tudi lepo prikazano kam zalepiti katero. Se pravi, pod desno ključnico, pod levo pazu. Zakaj imamo roke zdravljene tako, pravokotno? Ker če tako, potem ni učinka, ne? In tudi treba se utrudim. Tudi ko jaz izvajam stise, lahko kolega brez problema namešča elektrode. Ne prekinjamo stisu. Scenarij Prižgemo, 4. čakamo, vse nas bo zvodil, se pravi, Analiziram srčni ritem. Ne dotikajte se pacienta. eno nalepke malo pribuje. Analiziram. Ne dotikajte se pacienta. Odmaknite se od pacienta. Elektrošok priporočen. Odmaknite se od pacienta. takšnem Pritisnite primeru klopajoči gumb. Utripa, ponovadi so večje tipke, to pa utripajo. V tem primeru, Pritisnite klopajoči gumb. zdaj, pri električnem sunku, ko ga sprožate, je edina stvar, kaj ne važno. Pomeni, klopajoči gumb. preden ko sprožite, se zdajete vsi stran, preverite, da se nihče ne dotika osebe, sprožim, takoj izvajamo stise naprej. Se pravi, stisi so najbolj pomembni. Čim manjkrat jih moramo prekiniti. In tako naprej bo, mislim, da so na 2 minuti naravnani, bo preverjal, analiziral, vas vodil, se pravi, vam rekel, prekinite, analiziram, če je potrebno, bo da spet trebalo sprožiti električni sunek. In to nadaljujemo prav dolgo, pač, če oseba pride sebi super, hvala Bogu, ali pa predvidevam, da bomo tudi mi že na kraju dogodka v relativno hitrem času. Fajn je tudi, če se menjate, se pravi, 2 smo, Grem še en krog do 30 postane. ker se kar utrudite.